Hvala, Mateja. Kot zadnji pa bo nastopil Marko Senčar Mrdakovič, in sicer ga vabim k mikrofonu. Marko je diplomiral in magistriral iz nemcistike in etnologije ter kulturne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2021 je zaposlen kot mladi raziskovalec in asistent na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Na podiplomski šoli ZRC SAZU pa je vpisal primerjalni študij idej in kultur, modul Humana geografija. Njegovo raziskovalno področje sestavljajo etnografija prostora in kraja, javni prostor, družbene inovacije, dediščinske študije in turizem. Sodeloval je na več projektih, redno pa objavlja tako v domačih kot tujih revijah. Danes pa bo predstavil svojo predstavitev z naslovom Skupno dobro v raznoterem družbeno-ekonomskem razvoju starega mestnega jedra Kopra. Izvoli. Hvala. Jaz se v doktorski disertaciji ukvarjam s sodobnim upravljanjem starega mestnega jedra Kopra in snovanjem politike, s posebnim poudarkom na proučevanju konfliktov in družbenih inovacij in sprememb. Danes bom predstavil v bistvu prvo mojo študijo v okviru doktorata, to je pa predvsem sem jo pripravil na podlagi intervjujev z upravljavci v starem mestnem jedru Kopra. Zakaj sem si izbral prav Koper? V bistvu se mi zdi zelo zanimiv urbani laboratorij za preučevanje. V zadnjih 2 desetletjih se odvijajo korenite družbene, kulturne, prostorske in gospodarske spremembe. Nekateri avtorji omenjajo, da nikjer v Sloveniji ne najdemo podobnega območja, kot je Koper, ki ga vse od konca druge svetovne vojne opredeljuje korenita regionalna preobrazba, tako v celostnem izgledu pokrajine, kot tudi v socialnem in gospodarskem smislu, z velikimi možnostmi nadaljnje gospodarske preobrazbe in razvoja. Danes se osredotočam na 2 raziskovalni vprašanji, torej kako se usklajujejo in si nasprotujejo predstave o razvoju starega mestnega jedra Kopra in kako se kažejo disonance oziroma konflikti in skupno dobro na presečišču različnih vidikov urbanega razvoja. Kot rečeno, temeljim predvsem na intervjujih z glavnimi upravljavci z različnih področij in sektorjev, z občine, krajevne skupnosti, nevladnih organizacij, Univerze na Primorskem, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in tako naprej. Moje ugotovitve dopolnjujem z delnim opazovanjem z udeležbo in neformalnimi pogovori. Koper sem obiskoval v zadnjem letu v različnih časovnih obdobjih in tudi moje ugotovitve dopolnjujem s pregledom strategij in literature. Ker je celotno staro mestno jedro Kopra kulturni spomenik lokalnega pomena, torej dediščina, se mi je zdelo zelo smiselno uporabiti koncept disonantne dediščine in v fazi raziskovalnega procesa se je izkazalo 5 ključnih vidikov razvoja Kopra kot zgodovinskega mesta, turističnega, pristaniškega, univerzitetnega in večkulturnega. In tu me je torej zanimalo, kako se kažejo različne interpretacije in prioritete v povezavi z razumevanjem starega mestnega jedra. Vidik disonance v dediščini postavlja v ospredje ideji razhajanja in neskladja. V ozadju je razumevanje, da si prostor v večji ali manjši meri prisvaja ena ali druga zainteresirana skupina oziroma skupnost za različne namene. In pomemben vidik je selektivnost, ki nakazuje na to, da lahko zaradi nekaterih odločitev upravljavcev nekatere področja urbanega razvoja pridobijo večjo težo kot druga. To se je lepo pokazalo pri razumevanju različnih
občinskih oblasti in njihovim delovanjem. Torej, naprimer v času županovanja Dina Pucerja med leti 1999 in 2002 je bila v ospredju razprava o Kopru kot univerzitetnem mestu, saj se je ustanavljala univerza na Primorskem. V času Borisa Popoviča je izrazito v ospredje stopil turizem, kar vključuje ureditev promenade in vpeljavo ladijskega potniškega prometa, torej križark. In zdaj v času županovanja Borisa Bržana pa je v primerjavi s prejšnjim obdobjem pomemben razvoj Kopra se kaže kot večkulturnega mesta, predvsem z narastom različnih kulturnih dogodkov in poudarkom na večji participaciji in tudi zgodovinskega mesta, predvsem zaradi tega, ker je bilo v zadnjem obdobju veliko prenov mnogih zgodovinskih stavb, ki so bile prej zanemarjene, opuščene. V intervjujih se kaže kot najpomembnejše skupno dobro zgodovinsko mesto, prepričanje torej različnih sogovornikov, da je zgodovinsko mesto temelj, na podlagi katerega bi se morale razvijati druge raznotere dejavnosti, panoge. Torej, preteklost naj bi bilo mogoče uporabiti v podporo skoraj vsaki sodobni zahtevi. Kot je pojasnil sogovornik iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, nam je vsaka raba ali pa vsaka namembnost dobrodošla. Ne čutimo tega, kako naj rečem, te pristojnosti, da bi mi lahko kakorkoli omejevali ali morda celo spodbujali. Ne, to ni naše poslanstvo. Poskušamo se za vsak primer enakovredno opredeljevati, predvsem ozko usmerjeno v odnosu do varstva prvin kulturne dediščine. Kar je pa zanimivo, se izkazuje, da po eni strani je zelo močno prepričanje, da je zgodovinsko mesto temelj in ključen vidik razvoja, po drugi strani pa je v praksi zelo prisotno zanemarjanje tega vidika, sploh recimo v primerjavi z drugimi vidiki razvoja, recimo razvoja turizma. Tu lahko opazimo zanemarjanje na ravni upravljanja po eni strani in torej v strategijah občine in tako naprej, po drugi strani pa zanemarjanje na ravni posameznikov. Naprimer, ja, to so ti pravzaprav najmanj osveščeni, ki v resnici, ko želijo z nekimi posegi izboljšati kvaliteto bivanja po njihovem prepričanju, v praksi naprimer želijo namestiti plastično stavbno pohištvo. Pa seveda mi temu nasprotujemo. Ta skupina investitorja nas ne razume, oni gledajo pač samo skozi ekonomski vidik in jih ta dediščinska dimenzija pravzaprav na nek način ovira. Torej, zgodovinsko mesto jemljem kot temelj razvoja starega mestnega jedra, torej ta model, in zdaj upoštevam tudi druge vidike, ki se razvijajo v Kopru. In pač za razumevanje skupnega dobrega se mi zdi pomembno vključiti tudi disonance oziroma konflikte, torej kje potekajo tudi neka nestrinjanja. Na področju turizma zelo izstopa vidik neprimerne ozelenitve in turistifikacije javnih površin. Tu še posebej izstopa tako imenovana palmifikacija Kopra, oziroma eden sogovornikov je omenjal Miami vibe. Da preberem en citat za zanimivost. Ker 250 velikih palm zvleče iz cele Italije, preraščenih, prevelikih, vsiliti nekaj pompoznega, velikega, kamor ne paše, je bila res velika napaka. In nihče ni vprašal, od kod in zakaj je to potrebno. Dejansko bi se iz tega ven lahko sklepalo, zakaj, zato da so naredili efekt. Efekt nekaj drugačnega, nekaj novega in mislim, da so s tem dosegli samo upor. Ljudem so se uprle in ljudje rabijo poleti senco v mestih. Mi imamo pa zdaj palme, ki so gor na vrhu 7 metrov, 10 metrov. Torej,
Potem imamo naslednji vidik, ki zelo izstopa v diskurzih o turizmu, problem ladijskega potniškega prometa. Tu so izpostavljeni različni vidiki, gneča, o prihodu ladij, onesnaževanje. Ena zanimiva praksa, ki je zelo izstopajoča, je, da iz določenih križarskih ladij so imeli vključen v ogled mesta tudi prireditev na glavnem Titovem trgu in se je Titov trg zaprl, celoten zagradil in so imeli dostop le potniki iz križarskih ladij. Drugi pa niso mogli kupiti vstopnine za prireditev. Potem je še en vidik turizma, ki je bolj neorganiziran, torej Koper kot apartmajsko naselje. Tu je problem večanja stanovanj za namene turizma. Kot skupno dobro se izkazuje prav to omejevanje, oziroma na občini so previdni in omenjajo usmerjanje oddajanja apartmajev v turistične namene. Zdaj je bila zelo pohvaljena praksa številnih, da je občina izdala nek zakon o prepovedi oddajanja pritličnih stanovanj za turistične namene. In drugo je zelo splošno prepričanje, da je razvoj butičnega turizma pomemben. Pri univerzi se je pojavljalo zelo pogosto mnenje, da ni dovolj integrirana v samo dogajanje v starem mestnem jedru. Pri ustanovitelji so takrat pričakovali, da bo veliko bolj zaživelo kot študentsko mesto. Naslednji vidik je problem gospodarjenja. Univerza ima kar nekaj nepremičnin v starem mestnem jedru in še posebej izstopa Servitski samostan, nekdanja porodnišnica, ki je pravzaprav desetletje pod univerzo in je nefunkcionalna. Potem pa se pojavlja kot problem neperspektivnost bivanja po študiju. Študenti se večinoma ne odločajo ostati v Kopru, predvsem zaradi stanovanjske problematike. Drugače je umestitev univerze v staro mestno jedro sprejeto kot splošno pozitivno. Zelo si želijo ureditev študentskih namestitev, da bi rešilo študentsko problematiko in seveda boljša integracija univerzitetnih vsebin v mesto. Univerza je še vedno velikokrat smatrana kot ločen del starega mestnega jedra. Veliko si prizadevajo tudi za tem, da bi razvili ta inovacijski razvojni potencial univerze in navezali sodelovanja s podjetji in da bi študenti po končanem študiju imeli možnost zaposlitve. Podobno kot pri univerzi se neintegracija kaže pri pristaniškem mestu, vidiku pristaniškega mesta. Pristanišče po mnogih mnenjih ni dovolj integrirano v dejavnosti v starem mestnem jedru, ne namenja dovolj za razvoj starega mestnega jedra, prav zaradi tega, ker prebivalci naj bi veliko trpeli na ceno pristanišča, prisotnosti pristanišča, na primer hrup, onesnaževanje. Kar je bilo izrazito pohvaljeno je, da se pristaniške dejavnosti postopoma umikajo iz neposredne bližine starega mestnega jedra. Tako rekoč zdaj v starem mestnem jedru samem je le potniški terminal, torej za namen križarskih ladij. Zelo pozitivno je sprejeto tudi raba nekdanjih prostorov pristanišča, torej ta del pristanišča, ki se je odmaknil iz tega predela Boša Drage,
je zdaj koriščen naprimer skladišče Libertas za izvajanje kulturnih dejavnosti. Sicer si Luka Koper prizadeva za večjo integracijo s starim mestnim jedrom, ima svoj sklad Živeti s pristaniščem in tudi vsako leto namenjajo finance za obnovo in prenovo stavb, predvsem tistih na vplivnem območju ob pristanišču. Tudi podpora kulturnim dejavnostim, abonmaji za luške delavce in postavitev Luškega muzeja je smatrana kot smiseln razvoj. In še pri zadnji točki se ustavim pri večkulturnem mestu. Kot se kaže ob pogovorih z upravljavci, nekatere alternativne prakse so nezaželene v zgodovinskem mestu, naprimer to velja za poslikave, ki si prizadevajo, da bi jih prestavili na rob starega mestnega jedra. Potem se smatra kot problem nedovoljšna integracija priseljencev v samo dejavnosti v starem mestnem jedru, predvsem velja za delavce v Luki Koper. In na račun večkulturnega razvoja mnogi omenjajo, da Koper nima neke lokalnih specifik, lokalnega produkta, lokalne prehrane, kar bi si želeli. Kot skupno dobro se kaže v zadnjem času razvoj večkulturnih centrov, torej vzpostavljen je bil multimedijski center italijanske narodne skupnosti, kjer izvajajo večkulturne projekte, in tudi skladišče Libertas kot stičišče kultur. Prav skladišče Libertas je zelo povezan tudi z razvojem urbane kulture in prirejajo različne dogodke za krepitev dialoga. Poudarek pa je na participaciji in vključevanju. Torej, za na konec lahko rečem, da te različni vidiki mest, modelov mest so na zelo omejenem, manjšem prostoru, zato je zelo pomemben vidik teh prepletanj in sodelovanj med temi različnimi področji. In diversifikacija je načeloma, ta raznoterost sprejeta kot spodbudna, preprečuje, da bi se pojavile večji razkoli med recimo samo dvema vidikoma, naprimer, kot se je to zgodilo v Piranu, kjer je zelo izrazit vidik turističnega mesta in je Piran ratal res zgolj turistično mesto. In disonance se v tem primeru torej porazdelijo, gre za diverzifikacijo virov kulturne dediščine, ki je namenjena pač tako turizmu kot univerzi in različnim alternativnim kulturnim vsebinam. In s tem bi zaključil. Ja. Hvala.